Danes v Pomurskem dnevniku. V galeriji dela Ludvika Vrečiča in Tuga Šušnika. Pomagajmo Martini Smodiš. Prejemniki priznanj za športne dosežke. Ujeli več kot 160 kršiteljev. Vreme, jutri oblačno s padavinami. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Soboški galeriji so včeraj odprli razstavi Ludvika Vrečiča, dela na papirju iz stalne zbirke galerije Murska Sobota, ter slike in elektrografike Tuga Šušnika z naslovom Deja vu. Prva je posvečena 100. obletnici združitve Prekmurja z matičnim narodom, Snušnik pa se v tej galeriji predstavlja drugič. Ludvik Vrečič je prvi akademsko šolan likovnik iz Prekmurja. Razstava njegovih del je nastala v sodelovanju s Soboškim Pomurskim muzejem in dopolnjuje razstavo Vrečičevih del iz muzejske stalne zbirke. Se bo prvič na ogled 50 Vrečičevih del na papirju. Po številčnosti izstopajo portreti, sledijo prekmurski pejsaži in žanrski prizori. Ta dela na papirju Ludvika Vrečiča iz naše stalne zbirke, 50 jih je razstavljenih, torej vsa dela iz naše stalne zbirke njegova, so nastajala v letih med 1915 do 1920. Največ pa ravno kakšno leto pred to pomembno združitvijo, največ jih je nastalo okoli leta 1918 pa 1919, ravno v tem letu, ko se Prekmurje pridruži torej matičnemu narodu. Ja. Ob Šušnikovih delih je direktor galerije Robert Inhof opozoril na barve, ki umetnika zanimajo že od začetka likovnega ustvarjanja, in to kot metafizična in tudi kot mistična kategorija. Je nekako napetosti polno in vedno po nekih teh barvnih ciklih začejo z akrilnimi barvami, se pravi, spostavljajo kontraste akrilnih barv, potem, da bi te barve bolj zažarele, uporabljajo fluorescentne barve in zdaj na zadnje, da bi pa vse skupaj še bolj zažarelo, uporabljajo elektriko. Med vsemi temi barvni cikli pa ima neke metafizične mrke ali pauze z slikami, katere odlikuje popolna odsotnost teh živahnih barv, se pravi, so črno-belo ali belo-sive kot neki rezi. In kje Tugo Šušnik najde navdih za ustvarjanje? Malo vsega, v glavnem pa notranjost, moja psihedelična notranjost. Pa seveda, zdaj sem 50 let v tem fohu, od 70. leta, pa kot otrok sem zelo rad delal, skratka, to se stvari nabirajo. In tako kot tale slika, to sliko sem najprej začel od 2004, pa sem lansko let gor. Skratka, imam velik atelje. Imam skozi na razpolago pogled na svoje slike, imam neko lastno razstavo, ko je pa tudi korigiram na 3-4 leta. Skratka, skozi v konstantnem toku imam neka dela. Ne. Tako da včasih imam kakšno zelo staro sliko, pa rečem, to bi pa lahko naredil tukaj. Skratka, ni, vse se konča, ampak ne enakomerno. Kakšno stvari večkrat naslikam, tudi večkrat razstavljam. Gre na impuls, na intuicijo. Razstavi bosta na ogled do 28. marca. Ob Vrečičevi bo izšel tudi katalog s spremnima besediloma Kustodin Tamare Andrejek in Irme Brodnjak, ki vključuje obsežen kataloški del z barvnimi reprodukcijami vseh Vrečičevih del iz stalnih zbirk galerije Murska Sobota in Pomurskega muzeja. Martina Smodiš želi svoje plesno izražanje ponesti na še višjo raven, a brez prave opreme ne bo šlo. Malenkost lahko za nakup novega invalidskega vozička pristavimo tudi z ogledom dobrodelne plesne predstave. Jutri ob 19. se bo odvijala plesno-gledališka predstava. Namen te predstave je dobrodelni, saj se bo celotni izkupiček namenil Prekmurki Martini Smodiš, ki zaradi cerebralne paralize skozi življenje vijuga na invalidskem vozičku. Sliši se zanimivo, torej gledališko, plesna, če se ne motim, prireditev. Kako bo izgledala dejansko? Kako poteka ta prireditev? Na kakšen način? Kaj bodo tisti, ki se jo bodo udeležili, lahko videli? Tako, predstava je multimedijska, v kateri 11 plesalcev prikaže odnos človeka do narave in potem, kako se mu ta odnos vrača. Zagotovo bo zelo, zelo zanimivo, zato ne bi rada izdala preveč. Od kje je ideja za to prireditev?
V bistvu samo predstavo prireja oziroma pripravlja Katja Dance Company, to so plesalci, ki prihajajo iz Ljubljane in vse predstave, ki so jih do zdaj organizirali, so bile dobrodelne. Bodisi so šli izkupički Malim vitezom ali v botrstvo ali v podobne namene. Zdaj v tem času, ko velikokrat ni več te dobrodelnosti prostovoljstva, povejva to, kako pomembno je dejansko to, kako pomembni so takšni dogodki, ko nekako vseeno še pokažemo tisto človečnost v nas. Vsekakor zelo pomembno. V bistvu redko še naletimo na dobrosrčnost, ampak vendarle nam pa še uspe. Moje mnenje je, da tisti, ki daje, največ dobi. In v tem primeru, ko bomo pomagali mladi punci, ki je na invalidskem vozičku, do uresničitev njenih sanj, da si lahko izpolni tako veliko željo, da bo lahko kupila nov poseben invalidski voziček, s katerim bo plesala, mislim, da je zadovoljstvo več kot veliko. Mislim, da je prav, da na koncu tega najinega krajšega pogovora povabijo vse naše gledalke in gledalce na ta jutrišnji dogodek. Tako je. Torej, dragi gledalci, drage gledalke, pridite jutri ob 19. v gledališče Park. Poglejte si to čudovito predstavo in podprite Martino, da bo lahko kupila nov voziček. V dvorani gledališča Park Murska Sobota je včeraj potekala prireditev Športni dosežki 2018, na kateri so se poklonili vrsti izjemnih športnikov v mestni občini Murska Sobota. Športna dejavnost je pomembna za blaginjo prebivalcev mestne občine Murska Sobota. Zaradi vpliva na razvoj mladega človeka in s tem tesno povezanega oblikovanja zdravega življenjskega sloga ter pridobivanja socialnih kompetenc predstavlja športna dejavnost otrok in mladine v soboški občini prednostno vsebino letnega programa športa v mestni občini. Prav tako pa izjemnega pomena redna športno-rekreativna dejavnost odraslih, ki ne sme podleči diskriminaciji na podlagi socialno-ekonomskega statusa. Letošnja podelitev Športnik leta ima še poseben pomen in je še posebej slavnostna, saj se približujejo pomembnemu dogodku v letu 2020, ko soboška občina obeležuje 100. obletnico organizirane športne dejavnosti, so zapisali v mestni občini. Na dogodku so razglasili najboljše športnice in športnike v občini, najboljše v invalidskem športu, najboljše klube in društva med ekipami in posamičnimi športi, najboljšo šolo ter najboljše športnike in športnice v šolskih tekmovanjih. Priznanja so iz rok župana mestne občine Murska Sobota Aleksandra Jevška tako prejeli. Za najboljše športnice Urška Martinec, Maja Čopi in Blaža Čeh. Najboljše športnike Alen Kozar, Gorazd Flisar in Jure Sočič. Priznanja za vrhunske športne dosežke Alenka Artnik, Andrijan Gombonc, Boštjan Maček in David Habat. Vse dobitnike, ki so dobili priznanja za športne dosežke v letu 2018, pa najdete na sobotainfo.com. Pomurski policisti so med poostrenim nadzorom ugotovili številne kršitve. Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo je tudi letos od 14. do 27. januarja pripravila nacionalno akcijo, s katero so opozarjali na nevarnost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Zavzemali so se tudi za strožjo zakonodajo pri sankcioniranju voznikov, ki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon, so sporočili iz agencije. Pomurski policisti so v času trajanja preventivne akcije ugotovili kar 165 kršitev uporabe mobilnih naprav med vožnjo. Policisti sicer opozarjajo, da zaradi telefoniranja med vožnjo voznik slabše zaznava okolico in dogajanje v prometu, počasneje se odziva na prometno signalizacijo, zavorni čas in pot pa se bistveno podaljšata. Vse to poveča tveganje za nastanek prometnih nesreč. V primeru nujne uporabe mobilnega telefona je zato najbolj varno, da se voznik ustavi na primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljuje šele, ko konča s pogovorom. Policisti svetujejo, da so tudi kolesarji in pešci v cestnem prometu pozorni na različne prometne situacije. Še posebej nevarna je raba mobitela med vožnjo s kolesom, saj otežuje upravljanje kolesa in zaviranje. Zato policisti med vožnjo oziroma pri prečkanju ceste odsvetujejo uporabo mobilnih telefonov.
Globa za voznika motornega vozila, ki med vožnjo uporablja mobilni telefon, je 120 evrov. Voznika, ki za vožnjo ne potrebuje vozniškega dovoljenja, na primer kolesar, pa se za telefoniranje med vožnjo kaznuje z globo 40 evrov. Policisti bodo z aktivnostmi in nadzori glede uporabe mobilnih telefonov med vožnjo nadaljevali tudi v prihodnje. Zato svetujejo, kadar voziš, ne uporabljaj telefona. Kot vsak petek smo tudi danes za vas poiskali prosta delovna mesta. V nadaljevanju preverite, ali je katero primerno ravno za vas. V butik hotelu iz Veržeja so urejenemu, prilagodljivemu in komunikativnemu kandidatu pripravljeni zaupati urejanje rezervacij, sprejem gostov, pomoč pri administraciji ter druga dela v recepciji. Gradbinci bodo priložnost našli v gradbeništvu Ivan Ferenčak. Megatel center v Murski Soboti medtem ponuja priložnost v prodaji in trženju telekomunikacijskih storitev. Delo poteka v poslovalnici T2 in med drugim zahteva urejenost, komunikativnost in sposobnost prodaje. Okrepčevalnica Kantina potrebuje pomoč v kuhinji, predvsem pri pripravi, čiščenju živil in prostorov, razvozu malic ter nabavi surovin. Morda pa vas prihodnost čaka v Bruslju. Urad Evropske komisije za infrastrukturo in logistiko namreč išče glavnega arhitekta, ki mu ponujajo 4-letno zaposlitev, začetno mesečno plačo 6.818 evrov. Potrebovali boste visokošolsko izobrazbo in vsaj 10 let ustreznih delovnih izkušenj, pa tudi tekoče znanje 2 jezikov Evropske unije. Povezave do vseh prostih delovnih mest sicer najdete na sobotainfo.com. Na spletnem portalu sobotainfo.com preverite, kdo je Prekmurec, ki bo nastopal v šovu Zvezde plešejo. Prekmurskega plesalca torej razkrivajo na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo oblačno in deževno, najmanj padavin bo na severovzhodu. Kakšno vreme se nam obeta v naslednjih dneh, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 6 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili stopinjo nad ničlo, v Murski Soboti 2, v Radencih in Lendavi pa 3 stopinje. Jutri bo oblačno in deževno, najmanj padavin bo na severovzhodu. Meja sneženja bo večji del dneva na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Veter bo popoldne oslabel. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 6, čez dan pa bodo termometri pokazali kar 13 stopinj Celzija. V noči na nedeljo se bo meja sneženja na severozahodu spustila do okoli 800 metrov nad morjem, a bodo padavine do jutra v glavnem že ponehale. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, nastale bodo posamezne plohe. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in nekoliko hladneje. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale od -1 do 6, dnevne pa med 5 in 10 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, več vsebin pa najdete na naši spletni strani. Nasvidenje.